Dober dan, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na naših matičnih odprtih vratih, ki jih sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Lepo pozdravljam založbo Mladika, ki danes tukaj predstavlja svojo novo knjigo, in sicer avtobiografski roman Moj kraški pristan, avtorice Elizabeth Griffin. Gre za zelo zanimivo avtobiografsko delo. V njem namreč avtorica, ki že 30 let živi blizu Trsta, opisuje svoje poglede na Trst, tržaške Slovence, Kras, tako da bo predstavitev gotovo zanimiva. Danes bodo jo predstavili Alenka Puhar, ki bo vodila pogovor z avtorico, potem urednica pri založbi Mladika Nadja Rončeli, gospa Elizabeth Griffin, avtorica knjige, piska spremne besede Mojca Petaros in pa še ameriški pisatelj, umetnostni zgodovinar, ki tudi živi v Sloveniji, Noah Charney. Vse prav lepo pozdravljam in upam, da boste v prireditvi uživali. Da pa predajam besedo. Se slišimo? Ja, tako. Hvala lepa za te pozdravne besede in seveda zahvaljujem se Slovenski matici, da nas vedno tako lepo, da nam odpre svoja vrata in da nas lepo sprejme v tej prečudoviti dvorani v središču Ljubljane. Gospa Zarika je že tako lepo uvedla vse današnje goste, ki si bojo sledili pri tem omizju, torej nekako bomo malo mešali, prepletali jezike, nekaj slovenščine, nekaj angleščine bo, potem pa gospa Elizabeth Griffin je res knjigo Moj kraški pristan napisala v angleščini, mislim, besedilo je napisala v angleščini, želela pa si je, da ta knjiga izide v slovenščini, torej v knjižni obliki je njeno besedilo šlo v slovenskem jeziku, prevedla ga je odlična prevajalka Breda Biščak. Kot je omenila gospa Zarika, je Elizabeth Griffin Američanka, rodila se je v Seattlu, študirala je politične študije in poslovne vede v Združenih državah Amerike, na kar se je v določenem trenutku svojega življenja odločila, da nekaj spremeni in zato je prišla v Italijo, najprej bila v Rimu, potem pa je prišla v Trst, kjer si je ustvarila družino z Italijanom, v Trst, oziroma točneje na občinah, pri Trstu, nekako v zavetju, v objemu kraške pokrajine. Kras je tudi vzljubila in vzljubila je tudi Slovence, ampak o tem nekaj več v teku tega pogovora, v katerem bomo skušali tako izpostaviti glavne točke v tem pripovednem delu, v kateremu je spremna besedo napisala Mojca Petaros, ki je tudi rojena, živi na občinah, prav tako kot Elizabeth. Mojca Petaros je drugače poklicna prevajalka, magistrirala je tudi in tudi že objavlja svoje prevode, recimo pred nedavnim, konec lanskega leta je pri Mladinski knjigi prišel njen prevod v slovenščino argentinske avtorice. Gospoda Noah Charneya verjetno najbrž vsi poznate, ker je pisatelj, umetnostni zgodovinar, avtor številnih knjig, tudi slovenologije, v kateri zelo tako prisrčno spregovori o nas Slovencih in morda ta je tista skupna točka, ki veže Elizabeth in Noah Charneya, da sta v Sloveniji nekaj odkrila, nekaj sorodnega, nekaj, kar čutita sebi blizu in zaradi tega prostora nista potem več zapustila, nasprotno, še bolj se poglabljata in še bolj ga imate rada. In tudi gospod Charney bo nekaj povedal o branju Elizabetine knjige in tudi o svojem dojemanju tega prostora, slovenstva in to morda kar vaju veže. No, vendar besedo bi zdaj predala gospe Alenki Puhar, publicistki, novinarki, prevajalki, ki je knjigo prebrala in nam boste nekaj povedali. Jaz sem zelo peljala na sprehod skozi to knjigo. A je na voljo za prodajo? Seveda je na voljo, lahko kupite. Naslov te nekoliko nenavadne knjige je Moj kraški pristan.
V resnici boste nekoliko začudeni, ko boste brali, zakaj pristan. Pristan je figurativen. V knjigi namreč komaj omenja morje, pristanišče. To je samo prispodoba za njeno gnezdo, ki si ga je ustvarila na robu občine, čisto blizu meje. V tej knjigi, kljub morski metafori v naslovu, je zelo veliko hoje. In glejte, kakšno naključje, jaz sem pred par dnevi sedela za to isto mizo in v eni knjigi, ki jo je ravno tako izdala Mladika in ki je posvečena avtorju, ki je doma iz istih občin, sem jaz objavila en nenavaden spis, ki govori in je poklon hoji. In pri tolikih naključjih si bom dovolila, da vam povem na kratko, torej bom prebrala, ne bom povedala, začetek tega svojega spisa, ki je poklon hoji in rebuli in krasu tudi. Ker, ko sem govorila o tej knjigi v Rebulovem vetru, to je tole, sem govorila o pohodu 14. divizije, se pravi o partizanih, ampak svoj esej sem pa začela s čisto navadno vsakdanjo hojo. In sicer takole. Il a marché, a beaucoup marché. S temi besedami Žana Cocteauja se pogosto pospremim na kakšnem pohodu, ko lovim sabo. Aj, še daleč. Verjetno pa vers, ki se mi oglaša iz komorne opere Igorja Stravinskega L'Histoire du Soldat, prihaja na misel še marsikomu iz velike družine slovenskih potohodcev, med katere je spadal tudi Alojz Rebula. Se je hoje navadil že v domačih krajih, visoko nad Tržaškim zalivom, ali se je tega priučil pozneje, ko je zaradi žene postal tudi kontinentalec, občasni prebivalec Loke nad Zidanim mostom? Tega ne vem. Jasno pa je, da je mož rad hodil in da je o tem tudi rad pisal. Med hojo se namreč marsikaj opazi, razmisli, doživi. Iti, hoditi po cestah, po stezah, iti, korakati, stopati, tekati, zmeraj na kraju, kjer se prihodnost neizogibno zliva v preteklost. Kot pravi Kaja Tanković v navodilih za hojo. No, če vas ta uvod preseneča, knjiga gospe Elizabeth Griffin se začne s tem, da je ena prvih navad, ki si jih je privzgojila, ko je prišla živeti na občine, blizu naše meje, je bila hoja. Vsak dan. In hoja je tisti element, ki nam Slovencem, takoj približa tole ameriško-slovensko knjigo. Se je med njami zelo veliko hodcev, hribolazcev, potohodcev, planincev, alpinistov in tako dalje. Takoj za nekaj stranmi hoje pa nastopi trgovina, ki je nekje na robu občin. Tudi pomen te teme bo s kimanjem prepoznal vsak Slovenec. Mogoče zdaj le še vsak starejši Slovenec. In ta starejša oseba bo verjetno pripomnila, ja, trgovina, prav, v redu, ampak mi smo hodili v tamkajšnje trgovine po lepe stvari, ne po usihajočo zelenjavo. No, nato avtorica pripoved spusti v blago opravljanje sosedov v tistem kompleksu, kjer stanuje. Ta opravljivost je skupna vsem kulturam, ponudi nam nekaj zanimivih podatkov o železnici in vlakih.
Potem na 25. strani pripelje pripoved v avtobiografsko skico, ki je pa čisto ameriška. Tam 1000 kilometrov gor ali dol, na sever ali jug, čez ocean, mala malca. Piece of cake. In na to nastopi Rim in po enem srednje dolgem bivanju v Rimu, ki je, kot vemo, očarljivo mesto, ugotovi njeno spoznanje: življenje brez Italije me ne mika več. Kar je pozneje zapečatil en očarljiv Italijan, s katerim se je poročila in s katerim ima 2 otroka. No, na strani 33, ki je pomembna, pa nastopijo Slovenci, tisti tržaški, italijanski. Tu kaže začeti s pozornim branjem. Čakaj, ja, imam jaz tole prškano, ali ne? Ja. Torej, tu kaže začeti s pozornim branjem, saj gre za drugo predstavo. Recimo za vlogo preteklosti, za spomenike, za pomen ohranjanja spomina in za vlogo pozabljanja. Nekaj potez, ki so značilne za slovensko skupnost, doživi izrazito pohvalo. Tako recimo prosvetni ali ljudski ali kulturni domovi, ki jih premore vsaka slovenska vas. Nato smo spet bolj pri tlehni temi oziroma v posebnem pomenskem odtenku kulture. Gospa Griffin pobira smeti. Predvsem plastično embalažo, ki jo je vse povsod polno. Branje teh strani v meni zbudi mučen spomin na leta, ko smo Jugoslovani trumoma hodili v Trst, nakupovali vse, kar smo mogli, in tik pred mejo odmetavali vrečke, da bi pred carino in policijo zatajili nakupljeno robo. Ob pogledu na rob ceste skozi občino, prekrite s plastično odejo, me je bilo globoko sram in mi je nerodno še danes. Zato tudi jaz včasih pobiram plastične smeti na javnem prostoru. Srce ogrejejo strani, posvečene zaljubljenosti in družini. In to še preden avtorica zapiše, da bo sinova vpisala v slovensko šolo. Tu se, jasno, pozornost slovenskega bralca dodatno izostri. Elizabeth Griffin od tod do konca knjige pove nekaj modrih, zelo povednih in zanimivih stvari. Najprej motiv za izbiro slovenske šole. Če dovolite en citat. Zakaj se je odločila za to, da bo kot Američanka, ki govori angleško, poročena z Italijanom, živeča v državi Italiji, otroke poslala v slovensko šolo? Kot mnogi Američani, tudi jaz verjamem, da je za otroke najbolje, če spoznajo, po čem se razlikujejo od staršev in v čem so jim podobni. V primerjavi z italijansko in slovensko, ameriška kultura ni tako monolitno določena. Ja, seveda, svoje otroke bi radi naučili osnovnega bontona in jim predali obče kulturno izročilo. Toda življenjski stil, prehrana, geografska lokacija in tako dalje so za nas, Američane, nekaj odprtega. Pri uresničevanju ameriškega ideala nam je pomembneje, da pustiš prosto pot ustvarjalnosti svojih otrok in daš prednost njihovim talentom in izbiram.
pri tem se ne moreš ravnati po nobenih uveljavljenih pravilih. Ne moti nas, če otrok govori jezik, ki ga mami in oči ne. Kakorkoli že, takšna je moja volja in ni mi do poslušanja drugih, si reče gospa Elizabeth in odpiše otroke v slovensko šolo. No, ko se to zgodi, se začne seveda bistveno več družiti s Slovenci, ker je treba pač sodelovati pri različnih dejavnostih in pove nekaj zelo naklonjenih, priznavalnih stvari o slovenskih šolah in ljudih, ki jo vodijo. Recimo, učita se glasbo in od staršev se pričakuje, da redno prihajajo na vse koncerte in da se na teh koncertih nastopajo čisto vsi, ki hodijo v to šolo, pa tudi, če ne znajo prav zelo dobro odigrati, kar igrajo. Spet citat. Mojo pozornost zbudijo tudi pogosti literarni večeri. Fanta morata vsak teden kaj prebrati, saj je šola vključena v bralno značko. Gre za nekakšen bralni klub, ki otroke spodbuja, naj si beležijo prebrane knjige in njihovo vsebino ter odgovorijo na vprašanja, kot denimo, kdo pripoveduje zgodbo ali nariši ga in jo. Čudim se ustvarjalni prenocljivosti takšnih tipičnih vprašanj. Ja, treba je vedeti, kdo pripoveduje zgodbo in kako on ali ona zgleda, premlevam. Občutek za perspektivo je pomembna stvar, že. Opazujem svoja fanta, kako se imata tako za Slovenca, kot za Italijana in Američana. V naš dom začne pronicati okoliška kultura in slovenska perspektiva postane del naše družine. Priča smo posebni kulturni izkušnji, jezik ima v njej posebno vlogo, kar pa me res prevzame, je miselnost, disciplinirana, stoična, s poudarkom na integriteti in podpori skupnosti. No, v pravici povedano, potem se zgodi nekaj neprijetnih stvari, tako da oba fanta nadaljujeta srednje šolanje v italijanski šoli in ne v slovenski. To je težko na kratko povzeti, opisati, tako da kogar bojo te negativne izkušnje posebej zanimale, bo moral to prebrati. No, ampak nadvse zanimivo in tako rekoč ključno je tudi poročilo, ki nastopi na 81. strani, ko Elizabeth Griffin postane profesorica angleščine Slovencem. Do takrat je namreč učila ta svoj jezik predvsem Italijane in to za openski sklad Mitja Čuk. Za vse starostne skupine vseh stopenj predznanja. Tu ima priložnost, da se spusti z učenci tudi v zahtevnejše vrste pogovorov o identiteti, o ambicijah in tako dalje. No, in na tem delu, kjer so zelo zanimivo označeni ne samo Slovenci, ampak tudi posebnosti italijanske kulture, zremo nekaj zanimivih stvari, ko se ona, ki priznava, da je po ameriško neposredna, direktna, odprta, kar včasih ni prav dobro sprejeto, reče takole. Sama se imam za Američanko, zaradi svojih stališč, neposrednosti, pustolovskega duha, nazorov, kaj je prav in kaj narobe. Uvodoma
pojasnim svojim učencem. Te značilnosti mi velikokrat pridejo na misel, kadar se opredelim za Američanko. Zaradi česa ste pa vi Slovenci? Poizvem. Odgovor je vedno enak. Ker govorimo slovensko. Pika. Pomislim, da v Trstu živim že toliko let, da so otroci, ki so s sinovama hodili v vrtec, odrasli v polnoletne najstnike, ki jih zdaj poučujem. Ti mladi odrasli ne želijo zatajiti slovenskih korenin in si na vse pretege prizadevajo, da bi v svojem življenju izpolnili vsaj nekatera starševska pričakovanja, kako ohranjati slovenskost. Zaradi česa ste Slovenci? Jih vprašam. Ne, da bi se sploh potrudila omiliti svojo neposrednost. Ker govorimo slovensko, mi vnovič odgovorijo. Preseneča me, da v našem pogovoru ne pride na dan nič novega, četudi je medtem odrasla cela generacija otrok. Jezik kot temelj narodne identitete. Na glas premlevam njihov odgovor. Ampak saj govorite tudi italijansko, jim odvrnem. Rada bi dodala tudi, da ne nazadnje v tem trenutku govorimo tudi angleško. Toda pred mano so le brezizrazni obrazi. Mladi, ki nimajo kaj pripomniti, ki ne kažejo zanimanja. Neham spraševati. Tako, da vidite, da knjiga začenja kljub lahkotnemu tonu, s katerim uvede to svojo knjigo, zelo resna in zelo pomembna vprašanja in jo je vsekakor zelo vredno prebrati. Hvala vam za pozornost, zdaj pa predajam besedo glavni junakinji. Torej, najlepša hvala za ta pogled v knjigo in tako v nekatere bistvene elemente. Lepo ste povzeli to, kar je to, kar je bistveno, to, kar bralca najbolj prevzame. No, morda res bi bilo dobro, da Elizabet nekaj pove o tem, kar je slišala. Torej, to je knjiga o svojem doživljanju prostora, v katerem živi, ampak dejansko Slovenci smo neposredno vpleteni in skoraj da gorilo te knjige, nek element, zelo pomemben, ki se ponavlja. No, morda zdaj bi zaprosila Elizabeta, naj pove, če želi recimo nekaj uvodnih besed povedati. Morda pa to, kar verjetno vsakega izmed nas zanima, kako je ona sploh prišla v stik s Slovenci. Mislim, marsikateri, lahko iz osebne izkušnje povem, da marsikateri Italijan, marsikateri italijanski prebivalec Trsta sploh ne išče stika s Slovenci, prav da ne zanima, da bi se z njimi družil, da bi Slovence v Trstu spoznal njihovo kulturo, njihov jezik. Elizabet pa išče, pa hoče nekaj več izvedeti. Mislim, to, kako je sploh prišlo do tega tako pomembnega premika? Let's see, can you hear me? Is this... Yeah. No, okay. Oh, I see. Yeah. First of all, thank you very much for your lovely, very lovely overview of the book. Thank you. Let's see, should we... No, se lahko priškajte. Ja, zdaj se slišimo verjetno. Ja, jaz sem prevajalka, ampak sicer nisem tolmačka, tako da se opravičujem. Se mi zdi vseeno prav, da vse približno prevajam to, kar bo zdaj Elizabet povedala, ker namreč bo govorila v angleščini.
ampak ja, če me bo kdo potem hotel dopolniti, če bom kaj mogoče nehote izpustila, prosim. Ja, zdaj je rekla hvala gospe Alenki Puhar za ta lep uvod. You underlined a very important theme for me, which is basically walking forward. What you meet, you meet. It's not planned necessarily. I teach a lot of grammar, English grammar, also to scientists. And I love the mathematicians most of all because their research involves an attitude that I have about walking, that you put one foot forward and the walk takes you wherever it takes you. You do not know the destination. Ja, počrtali ste eno od tem, ki mi je zelo pri srcu, in sicer hoja, torej ta preprostost hoje, ki te pelje, kamor te pač pelje. Med mojimi učenci angleščine, kjer učim predvsem slovnico, angliško slovnico, je veliko znanstvenikov in veliko recimo ljudi, ki se ukvarja z matematiko, in pri teh matematikih mi je blizu prav to, da to dojemanje hoje kot v bistvu postavljanje ene noge pred drugo, torej pač ja, korak za korakom, in da potem ne veš, kam te bo to peljalo. Signora Alenka, you're very correct that the walking brings, it makes me a little emotional, it brings me to the Slovenita of the area. Okay. Ja, gospa Alenka, imate zelo prav, v bistvu sem nekako že čustvena ob tem. Hoja me res vodi bliže k slovenski skupnosti. It didn't occur to me until now, but you know, sometimes I like to ask my high school students how they envision their lives as an adult, maybe with their own families, and their descriptions remind me that it's very organic. There's a lot of wood-burning stoves, a lot of soup cooking, kind of what maybe in American terms we would call hippie, you know, going back to the land, living connected to the land. So there's something aesthetically to your description that's very accurate, that the roots of Slovenita. Yeah, it's very sensitive of you to pick that up. Ja, na ta vidik še nikoli nisem pomislila, ampak včasih, kadar svoje, recimo srednješolske učence vprašam, kako se predstavljajo svojo prihodnost, svoje družinsko življenje, mi večkrat tako opišejo zelo organsko, recimo to ognjišče z odprtim ognjem in recimo, ne vem, kuhanje goveje župce. Yeah, it's true. Mislim, tako to vračanje k zemlji, recimo neko tako umirjeno družinsko življenje, kar se mi zdi, to je očitno povezano s temi slovenskimi koreninami. Anyway, before I respond to your question about how I found myself in the so comfortable in the Slovene community, I wanted to underline another theme that we were talking about this even in the car coming here, how Americans are, I'm not saying obsessed, but they're very interested in the individual identity. What's important, not important, what's the focus, what's the objective. There's an ongoing inventory that maybe Senior Noah can reflect on that too, but we're very concentrated on the individual. And I'm
always asking my Slovene students about their identity. What about you is Slovene? And because of the tragic history of Slovenes in Italy, where the language was outlawed and the discrimination was horrendous, they used the common denominator that was used through the Austrian Empire of maintaining the language. Most of all, that's how you recognized your own. And that's still a very dominant feature. But with the description I just heard, there are elements coming out beyond the language. It's very exciting for me to hear articulated, the organic, the groundedness. There's an aesthetic there that's much more vivid than even the language. But anyway, I just wanted to reflect on that as well. Sorry. Ja, ne, sej to je tudi malo moja napaka, ker bi si morala zapisovati, vem, da to tudi ne tolmači. Ampak, ja, v bistvu, ja, ne, sej zdaj, da je, Za Angleže zelo pomembna identiteta. ja, točno to, da torej to je zelo ameriško, ne da so v bistvu zelo individualistično, tako da razmišljajo, kaj je njim kot posameznikom pomembno, kakšne so njihove vrednote, medtem ko za Slovence, torej vedno, ko sprašujete svoje slovenske učence, kaj je njim pomembno in predvsem to, kaj jih dela Slovence, še vedno dobiva ta odgovor, da je najpomembnejši jezik, ne, to, kar je že gospa Alenka Pohar tudi prebrala. In sicer Elizabet se zaveda, da je to zaradi te zgodovinske represije, ker je bila pač v okolju, o katerem Elizabet piše, je bila slovenščina dejansko prepovedana, ne, tako da je to zelo ostalo v zavesti tudi mlajših generacij, ki tam živimo, in zato je jezik ostal kot temelj narodne identitete. Tako da je zanimivo to, kar je ta opis slovenskosti, ki ga je zdaj gospa Pohar dodala, ki v bistvu dodaja nekaj novega, neko širše razmišljanje o slovenski identiteti, ki gre onkraj samo jezika, tako da to je zelo zanimivo razmišljanje. Anyway, responding then to the question how I found myself in the Slovene community, frankly, I needed to get used to the sensation of being invisible, and that was something I didn't mind. You know, when you grow up in one language and one culture, and then as an adult, a mother, transferring into another culture, I sound funny in Italian. I act funny. I don't fit in. So the way people perceive me is on the periphery, and that was a new sensation for me. But I noticed that I really enjoyed it, and so it's as if I didn't mind diving into the invisibility, because absolutely this book, the work that I'm doing, the students I teach, it is rather difficult to describe all of it to my Italian friends. It's a particularity of the life of Slovenes in Trieste that Slovenes can see Italy, but Italians can't see them. It's a bizarre reality. So.
Ja, torej odgovor na to vprašanje nekako se je začel vse skupaj, kako je našla pot k slovenski skupnosti pri nas. Morala sem se privaditi na to nevidnost, ker jaz sem odraščala znotraj ene same kulture in enega samega jezika, in potem, ko sem prišla v Italijo, sem se znašla sredi neke nove kulture, ki ne pripadam zares, tako da sem opazila, da tudi ljudje me dojemajo drugače, me dojemajo nekako na obrobju. In jaz sem v bistvu v tem uživala, oziroma me to ni motilo, in zato sem se nekako potopila v to nevidnost, sem se z veseljem potopila v to. In torej nekako zato sem se počutila blizu Slovencem, ki se tudi tako počutijo, ker sem opazila, da je tudi svojim italijanskim prijateljem iz Trsta nekako težko opišem, težko jim pojasnim Slovence. Sem opazila, da Slovenci vidijo Italijo, medtem ko je za Italijo, Italijane, torej njihove italijanske someščane, da so oni nevidni. Gospod Čarnik, Elizabeth opisuje to položaj Američanke v slovenskem okolju v Trstu, torej v manjšinskem okolju. Vi pa ste prišli v Slovenijo, v Ljubljano, torej v središče slovenstva. Kako pa vi doživljate svojo identiteto v tem prostoru? Ja, hvala za vabilo. Jaz imam čisto drugačne izkušnje, ampak po mojem, da sem drug človek. Jaz pridem kot bomba v situacijo in kot alfa osebnost in vse obvladam in vsi so prijazni in to je najboljši svet, da je možno. Tako živim in vidim. In ne pretiravam, ko rečem, da zame Slovenija je najboljša država na svetu in sem živel v 8 državi. Ampak jaz sem narejen, da ne vidim nobene napake, jaz sploh ne švirglam, verjetno obstajajo, ampak me ne dotikajo, tudi me ne zanimajo, to vse je najbolj, da je možno. In kako je to plus, nič ne jamram, ker ne vidim nič za jamrati. Torej je drugačen, vem, da živim v svojem ogorčku, ampak tukaj je fletno in ljudje so dobrodošli v mojem ogorčku tudi. Torej recimo jaz pišem, zdaj po poklicno delam, ker sem ambasador slovenski turizem. Torej uradno nastopim za Slovenijo, da vabim tujci sem, da nastopim v video kot voditelj, vodim uradne podcasti v angliščino za STO, torej za narodni turizem, tudi za Ljubljane in za Bled. In lih danes popoldan imam tisto knjigo Bledologija, to je angliška verzija, je šla v december, lih danes na Bledu imamo otvoritev za slovensko verzijo. In to so moje aventure, ampak vse pozitivne stvari. In pri slovenologiji moja urednica je rekla, noben ne bo verjel, če ne daš noter nekaj, da te ni všeč. In sem res se potrudil. Ampak sam malenkosti tu pa tam, recimo noben gradbenik noče me klicati nazaj, ker ne rabijo moj denar, ker je očitno imajo dosti delo. To pa to. Ampak jaz tudi izogibam Američani kot kugo, ker jaz nisem tako navdušen, Elizabeth je čisto videl. Ampak splošno me grejo na živce in torej fokusiram sam na slovensko družbo, ker mi je tako fajn tukaj. In edin pripomba, da Slovenci smo preveč skromni glede, koliko smo super. Torej, to so čisto drugačne izkušnje, ampak je zmeraj zanimivo poslušati oziroma brati od izkušnje drugih izseljenci v novi državi. Itak vsak človek ima svojo zgodbo in jaz ne poznam Trsta, komaj poznam, bom rekel. In torej je zmeraj zanimivo poslušati. Knjigi je lepo napisan in mi všeč, koliko je osebno napisan. To ni rečen, da knjiga je osebno napisan, dostikrat je skoraj preveč objektivno in subjektivnosti jaz sem bolj navdušen na to. Vsak človek je unikat in čudak in zato mi je všeč. Če si preveč normalen, nič me ne zanima. Torej, to je res avtoportret v obliki teksta, lokacije, izkušnja in človek in zato mi je res všeč.
Hvala, še nekaj pa bi vas vprašala. Elizabet, s tem, ko se znajde v tem slovenskem okolju, se znajde v Italiji, v tem slovenskem okolju, to nekako sproži v njej razmišljanje o lastni pripadnosti, o lastni identiteti, kaj jo definira. Ali ste vi tudi, ste tudi vi začutili to potrebo po nekem samoizpraševanju, kakšna je vaša identiteta, kaj vas definira, kaj vas dela podobne, pa po čem se razlikujete od Slovencev? Je tudi v vas to skozi novo kulturno okolje sprožila neka taka razmišljanja? Spet je drugačen. Torej, jaz sem vedel, da nočem biti v Ameriki, a hočem biti Evropejec. Ampak mi je bilo vse eno, v kateri državi Evrope, sem bil na lov za ženo. In sem proaktivno iskal in slučajno sem našel Slovenko, juhu. Pa sem rekel, da bo, ampak sva živela v mnogi državi, preden smo izbrala za Slovenijo, je zmeraj rečem kot Špar, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Ker smo živeli v Italiji, imamo hišo v Umbriji in moji starši živijo tam, in smo v Angliji in na Nizozemskem in v Madridu sva živeli, torej sva probala marsikatere lokacije, Amerika tudi in tukaj je, za nas je daleč najboljše. Torej, jaz nisem iskal svoje identiteto, mogoče sem imel skoraj preveč samozavest, to pa boljše kot premalo v življenju, ampak to je ameriški bolezen, rečemo, da imamo samozavest tudi, če nimamo razloga, da bi imel. Ampak jaz sem hotel nastaviti življenje v Evropi in sem imel srečo, da sem izbral oziroma našel Slovenijo. Hvala lepo. No, se še vrnemo, če imamo čas. No, bi pa tudi še Mojco prosila, da pride do besede. Mojca, avtorica Spremne besede, ki tudi nakazuje nekatere podobnosti, no, ki jih je razbrala v tem besedilu, s katerimi se čuti nekako povezano, no, če ne drugega, zaradi tega, da obe živita na občinah pri Trstu, ti pa si Mojca, zelo mlada bralka, tako drugačne izkušnje imaš, tudi ta odnos do italijanskega sveta morda doživljaš drugače. No, nekaj bi, prosim, povej, kaj te je v tej knjigi kaj najbolj pritegnilo tvojo pozornost, kaj te je najbolj navdušilo v tem razumevanju našega prostora Slovencev v Italiji? Je pripravljena. Ja, torej, jaz v bistvu, Elizabet si je želela, da bi nekdo mlad napisal Spremno besede, nekdo, ki pripada tej skupnosti Slovencev v Italiji. In jaz sem to nalogo z veseljem sprejela, potem ko sem tekst prebrala, ker sem tako, mi je bila knjiga zelo všeč, ker sem takoj našla precej skupnih točk z Elizabet in sicer onkraj tega, da pač mislim, da se počutim malo tudi kot objekt knjige, ker res dosti govorijo o Slovencih v Italiji. Tako sva si podobna tudi recimo v tej ljubezni do dolgih sprehodov po Krasu. In potem tudi, ne vem, malo ta svetovljanskost, to navdušenje nad potovanji, nad odkrivanjem novih krajev, novih kultur, torej ta vsesplošna radovednost je nekaj, kar mi je blizu. Tako da mislim, v bistvu me je v knjigi navdušilo vse to. In mi je bilo tudi zelo zanimivo mi je bilo brati o skupnosti, ki jih pripadam, z vidika nekoga, ki jo je odkril, v bistvu kot odrasla oseba, ki prihaja od zunaj, ki si vsega nekako moram naučiti. In se mi zdi, da je to tudi zelo dragoceno za nas, Slovence v Italiji, ker včasih res ne znamo tako pogledati na nas, na svojo identiteto z nekega drugega zornega kota in se mi zdi to tudi koristno za nas. Recimo, mi je zanimivo, ker tudi vse te stvari, ki jih Elizabet opisuje, torej to enačenje narodne identitete in jezika. Jaz, tudi zato, ker sem študirala tukaj v Ljubljani, recimo, in sem bila potem v tujini, se zavedam, da ta formula, narodna identiteta je enako jezik, to je zelo značilno, niti ne za vse Slovence, ampak prav za nas, ki smo Slovenci v eni drugi državi, seveda iz
logičnih razlogov, ampak zato se mi zdi, da tudi že ljudje recimo iz Ljubljane, iz osrednje Slovenije, ki berejo Elizabetino knjigo, jo bodo dojemali nekako drugače, kar se mi zdi, da je tudi prišlo že danes do izraza, tako da to se mi zdi zelo zanimivo. Ampak ja, mogoče, kar bi omenila kot en lep primer tega, kar me je v bistvu skoraj nekako presunilo, ko sem brala to knjigo, Elizabetino knjigo, je, ker res opisuje kraj, v katerem sem jaz odraščala, mojo vas, kjer, na primer, to v knjigi lepo piše, kako je tam šola, stoji srednja šola in v isti stavbi imamo šolo s slovenskim učnim jezikom in z italijanskim učnim jezikom in so učenci, ki hodijo na slovensko šolo in tisti, ki hodijo na italijansko šolo, ki vsako jutro pridejo v isti prostor, ampak se nikoli ne srečajo, ker je pouk organiziran tako, da imajo odmor v drugačnih urnikih, da grejo iz šole ob različni uri, tako da v bistvu sploh nimajo možnosti za stik z sovrstniki, ki govorijo ta drugi jezik, ne recimo. In mene je to v branju me je zelo presunilo, ker dejansko je res. In jaz sem odraščala, jaz sem hodila v to šolo in nisem nikoli pomislila, da je to nekaj nenavadnega. Tudi ker kot pripadnica mlajše generacije ne čutim več te sovražnosti, nimam, pač se ne sovražimo, nimamo nikakršnega tega negativnega odnosa jaz z italijanskimi sovaščani, v enem tudi nimamo priložnosti, da bi se zares spoznali, ker je to pač iz zgodovinskih razlogov ostalo tako ločeno. In v bistvu ja, dokler nisem tega v njeni knjigi prebrala, nisem niti pomislila, da je to nekaj tako zelo, zelo nenavadnega. No, mislim, da lahko še nekaj se pogovorimo o knjigi. No, morda to, Elizabet, si odlična v knjigi, no, razberemo, da si odlična opazovalka prostora, tako zelo pronicljivo, zelo prodorno opazuješ svet okrog sebe, ljudi okrog sebe, no, z lahkoto prideš do nekega bistva, do temelja stvari. Najbrž je to neka, tudi morda se navezuje na besede Noa Čarneja, da to je neka značilnost, kar ti omogoča, da premaguješ meje, da premaguješ ovire in lahko vzpostaviš zelo direkten oziroma hitro se spoprijateljiš, približaš ljudem. Tudi sama lahko rečem, da ko sva se prvič slišali po telefonu, ko sem te za neke prevajalske storitve potrebovala, pa si mi takoj veliko povedala o sebi. To pa je neka verjetno bolj tipična angleška značilnost, ki pa ti omogoča, da premaguješ kakršnekoli ovire, ki se postavijo okrog sebe. Let's see, I suppose, I don't know, Noah, if you have a comment about this. Is it American characteristic to jump in and make your contribution even though you know that you're different? Maybe that is American. Torej, ja, je to ameriška lastnost, to, da kar skočiš v neko situacijo? Ja, po mojem, da je to tista samozavest, da je v kisiku v Ameriki. In to pa res pomaga skozi življenje. Ker to pa težko se naučiti in to vidim, da premaguje pri Slovenci in to mi je žal, ker je škoda, ker po mojem, da Slovenci težje se predstavljajo in sebe na en način na začetek forsirajo naprej, ker smo tako skromni in nimamo ta samozavest v sebi. Ampak tudi na drugi strani Američani znajo biti bolj površinsko, mogoče preveč. Recimo moji starši, če natakarica na kafič je prijazna, je že prijateljica. In imajo 300,000 prijatelji, Slovenci imajo 2, mogoče 3. In mi je všeč, da v slovenščini imaš
radi imeti in ljubiti, so drugačne in kolegi in prijatelji, da je lažje, mislim, ker ta površinskost, to pa ni tako dobro, ker nikoli ne veš, kaj je pristen. Ampak to pomaga, da Američani takoj hočejo povedati svojo zgodbo in hočejo vedeti vašo zgodbo. Torej, da pa res sem opazil. Yeah, that's true. I remember my husband, who's Italian, being surprised at how easy little conversations, we say small talk, no? Maybe going to a concert and the couple next to us, you easily chat about the evening, the music that's coming. But when it's time to go, there's no final point to the connection. You leave. So yeah, there is that sense. Did we connect or not? Ja, to je tudi mojega moža, Italijana, je zelo presenetilo, ga je presenetilo to, kako zlahka jaz vzpostavim stik z neznanci, kako začnem kar kramljati o pač o čemerkoli, ne vem, z parom, ki sedi zraven nas ali kaj takega, ampak potem, ko odidemo, pač samo odidemo in ostane malo nedorečeno, če smo torej res se povezali, vzpostavili nek odnos ali niti ne. But definitely, I see myself, and I also place the book in my travel. I was a traveler before I got married and so forth. I lived for 8 years without my own bed. I had jobs for maybe 2 years at a time, but I was always moving. And there's a kind of personal inventory that you take of yourself, if you're comfortable, if you're safe, if you're relatively as a traveler. And that, in my opinion, Noah speaks about living in 2 different cultures when he was growing up. So anyway, there's something out. You're not just based in your neighborhood in the States. So that, for me anyway, was essential to knowing that Italy was what I wanted. I was in love with the aesthetic quality of Italy. I as soon as I saw it in Rome, I didn't want to be without it. I knew that. But, that's a little strange, arriving in a city and then literally I didn't use my plane ticket to go home. So I'm a little maybe extreme I was extreme in my ability to just keep moving forward. My husband loves to say, oh yeah, she's here from Los Angeles. Ja, ampak recimo jaz, torej moja identiteta in to iz česar tudi knjiga v osnovi izhaja, je to, da sem bila popotnica. Jaz 8 let dejansko nisem imela svoje postelje, svoje strehe nad glavo. Sem seveda imela neka dela, ampak sem se stalno selila. Tako da to je tisto, kar sem jaz nosila s sabo, ta osebni inventorij. To je mogoče malo nenavadno, da jaz v bistvu v trenutku, ko sem stopila v Italijo, sem čutila, da je to, česar si želim, da jaz bi rada svoje življenje si ustvarila tukaj. Tako da dejansko potem sem imela že letalsko karto za domov, ampak je nisem porabila. Ne vem, če je bilo še kaj takega, kar sem spustila. Did you want to comment on that, about just being able to be comfortable in a different environment, maybe had to do with the fact that you grew up in... Ja, mogoče je res, ampak moramo vedeti, da govorimo od
manj kot polovica Američanov, ki imajo sploh potni list, ker več kot polovica nimajo. In mislijo, da ne rabijo, itak Amerika je najboljša na svetu, zakaj bi sploh potoval in tako naprej. Torej, če imamo Američani v Evropi, so leta boljše, ta zaželeni. Sploh, če pride v Sloveniji, so že videli, ne vem, Rim in London in Pariz in vejo, da Slovenija nekaj ponuja. In to so sploh ta bolj zaželeni, ki so bolj izobraženi in odprti za stvari in verjetno, da tiste, ki so bolj zabavni, verjetno. Ampak jaz sem bil malo čuden, ker moja mamica je bila profesorica francoščina in sem vsak poletje bil v Franciji, v Italiji pa Angliji s družino. Potem sem šel na internat živeti, ker je nenavaden za Američanov. Od 16 let naprej sem živel izven hiše. Zato mi je bilo normalno in sem zmeraj imel bele božične lučke, da je bilo znak, da sem doma, sem naštimal v vsak sobo v internat ali pa stanovanje. In sem potoval, ampak ko sem imel, se spomnim, 26 let, sem sebe rekel, da hočem ali stanovanja, ali psa, ali ženo. In mi je bilo vse eno, kateri imam najprej. Ampak sem hotel neki konsistentnosti, da nisem imel 16 let naprej. Najprej sem dobil ženo. Potem psa, potem stanovanje, te vrstne red. No. Prosim. Seveda. Meni se zdi, da je pa gospa Elizabet, ko je to konsistentnost, to stabilnost iskala, imela na tihem v mislih še eno komponento in to je kos zemlje, vrt. V tej knjigi ima namreč zelo pomembno vlogo vrtnarjenje. Ko se gospa naseli na robu občin, izve, da železnica, železniška uprava, en kos ozemlja ob progi oddaja za vrtičkarje, se takoj prijavi in dobi svoj kos zemlje in začne saditi rože in zelenjavo. In je zelo ponosna vrtnarka in zlahka naveže stik tudi s sosedami vrtnaricami. En očarljiv opis je posvečen eni gospe, Italijanki, ki je še bolj navdušena in še bolj uspešna vrtnarica. Tako da pomlad prihaja, vrtnarjenje je zelo pomembna reč. That's true. That's very, very true. I've become a gardener, and at the end of the book, in my life, my father passed, and I took a piece of the courtyard in our apartment complex and dedicated it to my father. And with the help of my older students, I named that section of the garden in Slovene Tihi Dom. This is a phrase that the older generations were familiar with, not so much the younger. And it's a phrase that greets you as you enter the cemetery of the Dottorie. I don't know this Italian version. Cemetery. But I was charmed by the phrase because, you know, in English we have rest in peace, which is, I think, pointed to the one in buried. But Tihi Dom, my students were saying, had a reference to all. And I loved that idea for my father, in memory of my father. Ja, res je, sem postala vrtnarka in na koncu knjige tudi pišem o tem, da torej, ko je moj oče umrl, sem mu želela posvetiti en delček svojega vrta
In ime za ta del vrta sem našla s pomočjo svojih starejših učencev in sicer sem ta del vrta poimenovala v slovenščini, torej slovenskim imenom, poimenovanjem Tihi dom, ker to je napis, ki stoji tam na pokopališču v Dutuljah, če sem prav razumela, prav se to da prebrati. Tako da tam je tam sem to frazo našla in mi je všeč, ker recimo ta RIP, Rest in Peace, ki ga imamo recimo v angleščini, je namenjen predvsem pokojniku, medtem ko Tihi dom je namenjeno vsem, torej vabi vse in zato mi je bila ta fraza tako všeč. Marsikaj smo povedali. Zdaj imamo samo še nekaj časa, če želi kdo iz publike kaj vprašati ali kaj dodati. No, če ni nobenih, prosim, gospa. Jaz sem potomka slovenske manjšine v Trstu. Moj oče in mama sta oba rojena v Trstu. In leta 1918 sta obe družini pribežali v državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, kot je takrat bilo. In vzrok za to je bil ravno ta pritisk in nespoštovanje Slovencev, avtohtonih prebivalcev v Trstu. Skozi so hoteli spremeniti naš priimek in tega moj oče ni prenesel. V njemu je ena velika zavest in ponos do Slovencev, do svojega rodu in to nosimo otroci v sebi. Bi pa rekla, da smo zelo hvaležni Slovenci, ker se čutimo kot narod, ki ni številčen, narod, ki ni majhen, čeprav je po površini majhen, ampak smo ponosni in zelo veliko damo na svoj materni jezik. Zato spoštujemo vse tujce, ki se radi učijo slovensko. In še posebej, gospod Američan, sem prijetno presenečena, da se tako dobro počutite v Kamniku. No, v redu, potem s temi lepimi pohvalnimi besedami lahko zaključimo tole prijetno srečanje. Hvala lepa gospodu Noah Čarnej, Mojca Peteros, Elizabeth Griffin, Alenka Pohar. Hvala lepa, da ste oblikovali in sooblikovali ta prijeten pogovor in hvala vam za obisk in seveda Slovenski matici. Hvala lepa.